Tako, mislim, da zdaj pa tudi snemamo, tako da še enkrat lepo pozdravljeni. Tokrat se v tem mestu srečujemo tudi na temo, kako krepiti imunski sistem. Se mi zdi tema več kot primerna za ta čas. Z vami sem Maja Čebašek, kolegica Tjaša mi je posadila tale Zoom, zato da lahko vso stvar tudi lepo izpeljemo. Jaz se vedno znova vračam, ko govorimo o zdravi odzivnosti imunskega sistema na tole brošurico, zdrave življenjske navade, ampak sem želela en tak preduvod narediti, ker jaz srečujem velikokrat še vedno ljudi, ki si želijo instant rešitve. To se pravi, da pridejo k meni, pač jaz pa res trenutno nimam najbolj krepkega zdravja, kako bi lahko z enim izdelkom to rešila, oziroma če je to pa to dovolj, slišala sem za OnGuard, ko ponovadi se začne. Se pa tudi pojavljate v bistvu tudi tisti, ki se zavedate, da je pač dolgoročno dobro počutje in zdravje seveda v veliki meri odvisno od naših življenjskih navad, kar pa pomeni, da pač določene stvari počasi spreminjamo korak za korak in sčasoma pač dosežemo neke take dnevne, čisto enostavne, preproste življenjske navade, ki nam lahko prinesejo res vse to, kar bi si želeli, tudi manj težav in manj nelagodi in seveda bolj zdravo odzivnost imunskega sistema. Zelo dobro vprašanje je, velikokrat mi rečete, moji sorodniki, moji starši imajo to pa to, tako da ziher bom tudi jaz to dobil. Večno vprašanje, s katerim se, bom rekla, vsa medicinska, znanstvena stroka tudi srečuje s tem, kaže, da seveda so naši starši in kako so živeli takrat, ko so nas spočeli, seveda v veliki meri zapiše to v naš DNK. Naš DNK je zapisan v celici, v taki dvometrski, pravzaprav, če bi raztegnili verigi, ki se prepleta po tistim znani podobi, ki od zunaj pač sestavljajo različni sladkorji, potem noter beljakovine, aminokisline in tako naprej. Skratka, to je pač en tak zapis, približno 6000 različnih znakov, ki pač nas čisto definira. In to pomeni, da taka celica, ki ima noter kar eno malo mesto, potem glede na to, kako je programirana, recimo kot zanimivost, če govorimo o celicah v naših očeh, se pač zna ta celica točno dejansko duplicirati oziroma reproducirati naprej v isti podobi, torej ustvari novo celico znotraj sebe in jo potem priklopi na zunanji del in sčasoma potem ta celica izvorna, kot je sprogramirana, odmre in se pač obnavlja. Zato se dejansko v naših očeh recimo približno v 2-3 dneh obnovijo celice, v našem črevesju se na tak način obnavljajo celice približno na 5 dni. In če smo zelo direktni, dejansko se v bistvu celotno naše telo obnovi v 2 letih. V vsem tem. Kar šokantno. In z tega vidika, kar vam razlagam, absolutno je nekaj naša DNK, ampak to je samo predispozicija, ki pa ni nujno, da se bo sprožila, zato pač življenjskimi navadami, življenjskim slogom zelo lahko vplivamo na to in nikakor ni nujno, da pač potem gremo po isti poti kot mogoče naši bližnji sorodniki, kar se tiče zdravstvenih težav, zdravja na splošno. To je tisto mogoče, kar sem za preduvod hotela povedati, da se res zavemo, da pač smo sami res za to odgovorni in en kup stvari je, ko vam želim zaupati pač na, bom rekla, čim krajšem času, pa da boste tako plastično razumeli, zakaj kakšna stvar. Prva stvar, s katero lahko zelo kontroliramo, kakšno bo naše zdravje, je seveda naša prehrana. Naj bo čim bolj lokalna, naj bo čim bolj sezonska, ker s tem točno podpiramo tudi po kitajskih smernicah to, kar določen organ, del telesa v tistem času leta potrebuje, recimo trenutno v septembru pač oranžna, zelenjava, tudi sadje in tako naprej. V bistvu narava že kar sama ponuja tisto, kar pač je, bom rekla, zelo priročno za ta čas. Potem hkrati seveda dajemo organsko oziroma naravno pridelano hrano, ne genetsko spremenjeno in takšno, ki ni obdelana seveda tudi z nekimi sintetičnimi pesticidi in z vsem ostalim, kar nam tudi lahko škoduje. Če počasi res v svoje življenje to uvedemo, pa da imamo uravnoteženo prehrano, ne glede na to,
da mogoče ste nekateri vegetarijanci, ali pa smo nekateri vegetarijanci, da pač poskrbimo, da vseeno dobimo dovolj vseh pomembnih osnovnih živil, zato da te procesi v DNK potekajo lepo, da v bistvu ne manjkajo delčki DNK in da se pa ne ustvarjajo težave oziroma, bomo rekli, ko se ustvarja odzivnost, bom rekla, vnetnega procesa v našem telesu je ponovadi težava v tem in da zato velikokrat poudarjamo, kako lahko s hrano na dolgi rok lahko vse popravimo oziroma, da si damo dovolj časa. Lahko si damo 2 leti, kot smo rekli, da se res neko, bom rekla, težavo lotimo v svojem bistvu in že s tem ogromno naredimo. Potem tudi, da jemo poleg hrane, ki je sicer roko na srce v današnjem času zelo siromašena, ker se velikokrat ne okrepi zemlje dovolj, da bi ta hranila in vitamine tudi shranila, mikrohranila v zelenjavo in da jo potem mi zaužijemo, so res zelo pomembna v tem času prehranska dopolnila. In to ni nekaj, se mi zdi, da zdaj res smo že počasi razbili ta mit, da so nepotrebna. Razbili smo tudi mit, da seveda je razlika, ali je sintetična, ali predozirana, ali pa naravna in ravnana, kar seveda doTERRA ima. Tako da ena prvih stvari, in danes bom namenoma začela pri najstnikih in odraslih, ker ko bomo mi dobro, lahko šele dobro poskrbimo za svoje najmlajše in otroke, če jih seveda imamo. In na tak način res doTERRA je za nas naredila eno ogromno nalogo, ker vi na trgu nikjer ne boste dobili eno tako trojnost vitaminov in mineralov, omega maščob, seveda na voljo tudi za tiste, ki pač ne marate živalskih virov, za omega 3. In potem še tretja stvar, alfa-CRS je pa nekaj, kar daje energijo celičnemu motorju, mitohondriju, kar seveda navzven občutiš, ko jemlješ to kot več energije, ampak res neizmerno moč daješ celicam, da res delajo na svoji pravi polni moči. Tako da to je v bistvu tista skrivnost, ki jo velikokrat sprašujete. Ja, jemlje se vse troje skupaj, jemlje se po napotkih. Če smo malo lažje, sploh ženske, lahko jemljemo polovično, je pa čisto odvisno, kakšno pot je naše telo do sem prehodilo, tako da polna doza skoraj vedno se priporoča na začetku, lahko se pa pač seveda počasi uvede do polne doze, da se telo počasi privadi in da se tudi, ker se bodo tudi povečali zdravi čistilni procesi s tem, da počasi telo sčisti mogoče nekaj, kar je na svoji poti nabiralo in pač ni najbolj koristno za naše telo. Recimo, zato lahko dobite močnejši urin, lahko vas mogoče kakšen teden oziroma pač napetost v glavi daje. Skratka, druge težave, ki pač res izvenijo, jaz sem imela približno 2 osebi take, ampak sta res imeli nezdravi življenjski slog, sta kadili, nezdravo jedli, ampak večina nas pač res lepo to pelje. Bistvo je tudi, da jemljemo vedno vsakršna prehranska, najbolj tik pred jedjo in z malo tekočine, zato da se stvar absorbira in da ne plava na vodi in da to pač res gre v telo, to se pravi vsekakor ne z veliko vode in na prazen želodec, v večini. Razen z izjemo enih, ki jih bomo tam spogledali, ki jih lahko tudi tako. doTERRA ima tudi pač garancijo 30 dni, ko se vzameš Lifelong Vitality, dejansko v bistvu dobiš garancijo, če ga pravilno jemlješ po napotkih in da po 30 dneh ni učinka, kar še ni bilo praktično pri nobenemu, če je res imel, kot je pač napotek, da pač pišeš doTERRA in ti brez razloga, brez povpraševanja vrnejo denar. Vrednost tega je zdaj z nižjo davčno stopnjo v Sloveniji okrog 86 €, vse troje skupaj. Če jemlješ polovično dozo, seveda imaš lahko za 2 meseca, če si orang, pač dec, kot rečem, pač itak jemlješ polno, pač imaš za to za 1 mesec. In dejansko v bistvu lahko to stvar zelo izkoristiš za dobro počutje, za bolj zdrav izgled polti, za bolj zdrav videz las in na splošno res tako zelo čisto drugo in absolutno boljše počutje. Tako da to je res nekaj, ker mi čutimo navzven, navznoter se pa recimo ogromno stvari dogaja in damo material, da se lahko DNK poveže, ker pač brez vitaminov se DNK in vse te pač gradniške sestavine ne morejo dobro povezati, tako da vitamini in minerali je absolutno zelo pomembna stvar za mikroprocese v naših telesih, zato da začnemo od celice navzven in da pač stvari res zelo pomagamo. Tako da dnevno uravnana naravna. Druga stvar, za zdravo odzivnost imunskega sistema ni treba poskrbeti samo za celice in tem tudi seveda posledično tudi zasežemo oziroma posežemo v zdravo odzivnost celic za imunsko delovanje.
Hkrati pa lahko s prehranskimi dopolnili res neverjetno delujemo na, kot radi rečemo, mamo našega imunskega sistema, naša prebavila, ker pač če tam se štima dejansko približno 60–70% zdrave imunske odzivnosti se tam postavlja, zato tudi največkrat res omenjamo dve stvari. Eno so terazajm naravni encimi, ki so v bistvu nič drugega kot posušena, zdrobljena zelena zelenjava, ki jih največ vsebuje, tako da so v bistvu v aktivni obliki prisotni in pomagajo presnoviti, sploh če naše delovanje prebavnega sistema ni tam, kjer bi moralo biti. Zelo pomaga, da se dejansko stvari začne presnavljati in da se počasi črevesje postavlja skupaj z LLV-jem in s terazajm v neko, bom rekla, balans, v ravnovesje, v sinergijo, tako kot mora delovati in seveda od tam naprej stvari tečejo. In seveda to se ne zgodi čez noč, kot sem rekla, lahko si včasih date pri težjih težavah res tudi 2 leti, da se vam stvari pač postavijo nazaj, tako kot bi si želeli. Seveda s tem, da ste spremenili prehrano in tako naprej. In pač življenjski slog, da niste na dietah, ker diete seveda dolgoročno niso rešitev. Encimi so recimo tudi zelo krasni za vse, ki imate težave na koži, ker to ponovadi izhajajo vzrok, vedno moramo vzrok iskati iz prebavil, ali če imate težave konstantne na dihalih, ali če imate težave z prebavili v eno ali pa drugo smer. Skratka, dejansko res dela toliko enih stvari in res čutiš več energije, ker se tudi hrana bolj presnovi. Tako da v bistvu je res, bom rekla, poleg LLV-ja skoraj eden najpomembnejših prehranskih dodatkov. V težjih stanjih je nam ful pomagal tudi pri punčkah. Na začetku ste si pač odprli kapsulo, pa dali kozarček, pa pač z vodo zmešali, pa spili. Seveda smo se pogovorili, zakaj, tako da razumete, zakaj encimi. In smo pač res tudi zelo uredili, sploh pri starejši, eno večjo težavo, ki se je pač kar par let vlekla in smo si pač res dali čas in smo v bistvu rešili to njeno zdravo odzivnost žrelnice, ki je bila enostavno preveč aktivna in v bistvu smo to rihtali z encimi in s probiotiki, ki so enostavna stvar. Te so sicer za najstnike in odrasle, seveda bom govorila pa tudi o otroških, tako da vse, kar govorim, seveda ima dotera tudi za otroško linijo prilagojeno. Probiotiki s prebiotiki so v mikrokapsuli, dvojni kapsuli, zato da se pač prebiotik dejansko sprosti v želodcu in da gre potem dejansko probiotik v tanko črevo in se tam v mikrokapsuli šele sprosti in da je res aktiven, prebiotik pripravi teren. Tako da je res krasno za vse, ki ste pač imeli težje stanje in ponovadi tudi se vemo, da priporočajo antibiotiku, tudi probiotik, lahko si pa tudi še kasneje težje stvari, sploh če je izvor spet v prebavilih, skupaj z encimi uravnavate, tako da to sta popolnoma različni stvari, terazajm, encimi in probiotiki. Če imate kakršnekoli težave z prebavili, tudi da res čez dan začutite, da ste res ko balon postali, ali če imate vetrove ali kakršnakoli druga nelagodja, težave, v bistvu sta kombinacija teh stvari res zelo dobre. In zdaj si predstavljate, če pač res telesu pomagate, da se bodo lahko začele reproducirati črevesne celice, tako kot je treba približno v 5 dneh, ne pa da zdaj, da približno nekaj, ker manjkajo informacije o DNK, ker mikrohranila manjkajo, ker v bistvu smo mogoče nezdravo jedli, gensko pač predelano hrano, ki to zmoti, ali smo preveč toksinom izpostavljeni, preveč sevanjem, skratka vse te stvari pač poskušamo umiliti ali pa počasi zmanjšati v naših življenjih, hkrati pa v bistvu s tem nekako pomagati do te zdrave odzivnosti prebavil in vsega delovanja v prebavilih, a ne s tema dvema. Tako da si lahko predstavljate. Otroška linija ima prilagojeno seveda doziranje v frakcu, strese se v usta, pač enostavno sledite navodilom, kako pri določeni starosti lahko to uporabljamo. LLV, mogoče jaz samo pokažem vam, kaj ima noter, to se pravi vitamini in minerali so taki svetli, potem omega, jaz imam sicer pač te iz nižjih delov pač živalskega vodnega sistema, so taki temnejši, jaz jih kar vsak dan v en ta pokrovček že pripravim zvečer, zato da zjutraj pa čez s prvim obrokom ne pozabim. Potem so pa še alfa CRS, kar pa ni nikjer na trgu podobnega, ki pač daje recimo ogromno polifenolov in pač res celičnemu motorju en tak fajn boost, to se pravi mitohondrijev.
Druga stvar, tudi v bistvu z tega, če gremo, pač res smo zdaj te 3 izdelke pregledali, gibanje. Že če bi sprehod na dan naredili ali pa 5 minut raztezanja ali joga, tisto, kar vam pač enostavno bolj paše, sploh če bi to že storili zjutraj ali pa pred večerom, predno gremo spat, kakšne raztezne vaje, ogromno naredimo zase. Razumemo seveda in razumem pa, da včasih pač enostavno nam določene nelagodje, težave v mišicah in sklepih to preprečujejo. Zdaj, če se bomo tega celostno lotili, tako kot smo rekli, pri vsakršni težavi izvornost, s prehrano in s temi prehranskimi dopolnili, bomo seveda s časoma to zdravo odzivnost vnetnega procesa v naših telesih, tudi mišicah in sklepih, sigurno ublažili. In do takrat, oziroma tudi kadarkoli potrebujemo, da lahko to gibanje izvajamo, pa seveda priporočam Deep Blue kolekcijo oziroma sploh kremo, ki je zelo priročna, že vsebuje 5 ml Deep Blue mešanice in res odlično pomaga tudi pri vseh, če smo želeli pri funkcionalnosti. Pri napetostih v glavi se jo okrog hlasišča, pa to zadnji namažem, ali pod nos pri slabostih, ali pri dihalih včasih kar na ta predel pljuč, pri težavah z mehurjem si mažem na predel mehurja, pri težavah z ušesi si mažem na predelu ušesa pa po bezgavkah navzdol. Tudi recimo, če si neroden kakšen dan in malo padeš, kakšna ta nelagodja prijetno hladi, nekako boljš, hitreje gre tista težava bolj mimo, ko nastane, tako da res zelo priporočena stvar tudi v težavah v teh predelih ali v sklepih, v ramenskem delu ali pa če naredimo napačen gib, skratka, res fantastična stvar. Zato, da se lahko gibamo, ker gibanje nam pripelje kisik v naša pljuča, gibanje revitalizira naše mišice, pridobivamo na mišični masi in smo s tem res krepki in močni tudi fizično. Zdaj pa bomo govorili še krepki in močni psihično. To se pravi, zelo pomembno je, da ne moramo biti skozi srečni. Tudi sreče se ne da kar dobiti, ampak se moramo poročiti vedno znova. In to je v bistvu en dolg proces, zelo pomaga, če si lahko vzamete minutko in zjutraj ali pa zvečer pišete dnevnik hvaležnosti, če si vzamete na svoj način meditacijo, karkoli pač to vam pomeni, pač da se res sprosti misli. Potem pa seveda tudi, da poskrbimo, da imamo dovolj počitka in dovolj krepkega spanca. To se pravi tam nekje od 7 do 9 ur, kar je manj, na dolgi rok sigurno telo pokaže, telo si vse zapomni. Tako da pri tem recimo med osnovnimi stvarmi krasno deluje v difuzorju, tudi za menoj, mislim, da se ga vidi, je krasno, mi ga zvečer zdaj dajemo puncama, ko smo začeli novo šolo, nov vrtec, ker smo se preselili konec leta prejšnjega in v bistvu ogromno smo se pripravljali, pogovarjali, tako da itak to je bila celostna priprava, ampak tudi zdaj res poskrbim, da vsak večer ima dam najnežnejša in najbolj osnovna stvar, kar je za čustva fajn, sivko v difuzor zvečer in v bistvu pač laufa, dokler vode ne zmanjka, oziroma lahko krasno začnete nov dan za balance. Balance je taka gozdna, že rečena mešanica, lahko si jo date na pulzne točke, na nakit, na predele, kjer imate izpostavljene žile. Super je to, če si namažete to zjutraj na podplate, da vstopite v dan res sproščeni, umirjeni. Tako da to je recimo tudi en super način, kako uvesti nekaj v naše življenje, da nas bo čustveno dalo da nas da v naš center, da smo umirjeni, da smo mi kakršni želimo biti, ne taki, kakršni pač včasih ne želimo biti, če nas kaj ziritira. Sploh, če imamo težji dan, to lahko tudi difuzor damo popoldan, se namažemo, sivko še zrečemo pred tem. Ker ko je raven kortizola visoka, to se pravi, da smo skozi nekako napeti v stresu, seveda se zdrava odzivnost imunskega sistema, kot da bi se umaknila, zdaj čisto enostavno povedano, zdaj strokovno, ni danes časa, da bi šli zdaj čisto to, ampak enostavno povedano pač, ko smo v stresu ali pa jezni ali pa žalostni ali pa te stvari, takrat zdrava odzivnost imunskega sistema ne dela in smo bolj ranljivi za vse, kar pride mimo. In čeprav je zanimiva cikličnost imunskega sistema, ki tudi obstaja in ki recimo lepo razloži, zakaj, ko je en prehlajen, eni enostavno v družini takrat tega ne dobijo. Zato, ker so mogoče bom rekla, močnem delu svoje imunske cikličnosti, ki se pa menda obrača v 12 do 14 dnevih. To je v bistvu res fantastična informacija. Če berete malo tudi PubMed, te uradne članke, odlična stvar. Ampak vseeno, pač, če skrbimo, da smo čustveno tam, kjer želimo biti,
dvigujemo možnost, da bo naša zdrava odzivnost imunskega sistema okej. Tako da zato je res potrebno tudi skrbeti na tej ravni. Še ena stvar, ki nas lahko močno obremenjuje v našem okolju, poleg v prehrani pa pijači, fajn, da se izogibamo preveliki količini kofeina, seveda tobaka oziroma pač tistega, kar prinaša, alkohola, govorimo o prevelikih količinah, strupov, čistil in vsega tega, pač kar je nas okrog ali pa kar vnašamo nase. Ful dobra razlaga, zakaj prevelika količina kofeina, alkohola nista dobra in predvsem sladkorja, govorimo o čisto kristaliziranem sladkorju, ker ko pride v naše telo, je slečen, ampak noter se pa hitro obleče. Namreč obleče se v vitamine in minerale, to je pač del naše zdrave odzivnosti imunskega sistema. Kaj pa to pomeni? Da smo pač v mikrohranilih lahko hitro podhranjeni, če pač imamo trenutke, ko imamo res, kot rečemo, sugar rush oziroma napade po sladkem. Največkrat se pa to zgodi, ko smo v stresu. Tako da v bistvu pomislite na te stvari, kje vse je treba vzrok iskati. Ne samo najdete nekaj, kar ti bo pač vzel željo po sladkem, ampak hkrati res tudi pomisliti, zakaj se ti sploh pojavlja. In več, ko ga imaš, več ga želiš. Tako da pač tudi, da si dovolj časa, da pač te stvari lahko uredimo ne v enem tednu, ampak da se damo pač, ne vem, par mesecev časa. Tako da, absolutno je to zelo kompleksna stvar, ampak upam, da vam jo uspem zdaj preslikati. Strupi v našem okolju, detergenti, čistila, te stvari. Jaz sem tukaj samo eno osnovno stvar pripravila, in sicer alkoholni kis, stala voda, eterična olja oziroma OnGuard koncentrat, pol, ko si že malo seznanjen z eteričnim oljem na začetku, pa lahko noter sam še limona ali pa OnGuard in to lahko uporabljate ali pa za pač pripravo naravnih čistil, za sodo bikarbono, tudi detergenta, z pač eteričnim oljem oziroma pršilk z alkoholnim kisom, vodo in eteričnimi olji, razne paste lahko naredite za čiščenje. Skratka, s tem res ogromno naredite, zato da ste prijazni do sebe, do svojega telesa in konec koncev do svojega okolja, kar tudi želimo in kar je zame to zelo pomembno, mi je to všeč, da je recimo pri doTERRA vse skozi rdeča linija biti prijazen do sebe in do okolja na naraven način. In tudi morate vedeti, da toksini res zelo zmotijo lahko ali našo kožo, naša dihala, tako da v bistvu tudi to seveda, čim je ošibljeno, posledično lahko ohromi zdravo odzivnost našega imunskega sistema. Tako da smo spet v enem takem krogu toku. Zakaj je to dobro? Če hočemo iti pa next level, je pa zelo pomembno, ko smo že govorili o DNK na začetku, da naše celice, če za vse to poskrbimo, kar sem naštela, vsaka stopnička, čim trdnejša je, boljšo osnovo bo dala za naslednjo in seveda pač te nezdrave navade ne moreš narediti z danes na jutri, tudi jaz jih nisem, pač mi smo jih postopoma uvajali, začeli smo s tem, da smo pili limono zjutraj, ker pač povečamo zdravo odzivnost antioksidativnega procesa, tudi punčki, pač ker citrusi so hladno stiskani, tako da to pač uporabljamo v pijači in v kulinariki, da smo čistila začele menjati, potem s časoma pač prehransko uvedli, da se nismo samo zjutraj mazali z OnGuardom rečenim na podplate in zvečer, ker dejansko v bistvu se da še kaj več narediti. Tako da s tem smo pa začeli. Kako lahko začneš pač z osnovnega paketa z OnGuardom, se zjutraj pa zvečer namažeš rečeno na podplate in s tem sistemsko pač pomagaš zdravi odzivnosti imunskega sistema samo. Zdaj pač smo pa videli, kje vse se lahko zatakne, ko govorimo o zdravi odzivnosti imunskega sistema. Ali so to prebavila, ali pač imamo zaradi toksinov težave, ali smo podhranjeni v mikrohranilih, ali imamo toliko težave z mišicami, sklepi, da recimo se ne moramo toliko gibati, toliko nadihati, pa nam tle šibi. Skratka, res, pač če vse to delamo, jaz sem prepričana, da vsak od nas ima na tem področju en malo večjo luknjo, en pa malo manjšo. Ampak če vse tole res lepo počasi začeti skrbeti, je to super. Celica, izvorno, da bo vse, kar je v njej res delovalo na naraven način in da tudi podpremo vse te procese v pravilno zaporedje, je pa frankincense odlično olje oziroma franki, kadilna veselja, kadilo mu še rečemo. doTERRA je poseben, ker pač dejansko je pridobljen z destilacijo smole 4 različnih vrst smole in je fantastičen, zato marsikdo ga uporablja že zjutraj, marsikdo ga uporablja čez dan, eni v difuzorju, ampak res največji učinek dobimo ob
pač interni uporabi in to vam bo jasno zdaj, zakaj zadnje čase punce govorimo ogromno o DDR Prime. DDR Prime, glavna sestavina, ki je notri, je frankincense. Noter so sicer še, da nam pozablja kaj, ne? Moram prav pogledati. Noter imamo še eterična olja liceje, tropske verbene, imamo timijan, imamo klinčke, imamo še traj, primerno je za najstnike in odrasle, ko govorimo o interni uporabi. To so pač mehke kapsule, ki vsebujejo bazno olje in ta eterična olja. Frankincense je glavna eterična olja, ki je noter. In če to jemljemo na dnevni ravni, poskrbimo, da se DNK zdravo razvija, kar pomeni tisto, kar smo prej govorili o celici, da lahko sama DNK zapis v celoti prenese na novo celico in da se te lepo obnavljajo, kot se v svoji cikličnosti morajo, pač vsak del telesa oziroma organ, pač v svoje. Mislim, da mi je bilo zanimivo, v koliko času že dobimo nova jetra, ne vem, pač mislim, da 6 tednov, zdaj pač na pamet govorim, ne me držati le za besedo, ampak pač zanimivo je, ne, pač kako se stvari obnavljajo. Tako da, če želimo res tudi začeti izvorno pri celicah, je to zagotovo pač ena od glavnih stvari, lahko pa že iz osnovnega pač frankincense uporabljate, tako da pač razumete, zakaj je tako pomemben. Obstaja sicer tudi DDR olje, jaz ga sicer velikokrat rada izkoristim v namen zdrave odzivnosti imunskega sistema kot en tak močnejši on-guard, kar pomeni, če imam težave v grlu ali pa na pljučih, se pač redče namažem, ali pa po tuširanju se rada namažem, ali kar v gel tuširanje, pač meni paše, enim res ne, pravijo, da je močno, pa imam zelo občutljivo kožo, ampak dodam pač 2 kapljice in se pač to not umasiram med tuširanjem, ko se počutim slabše in pač prespim in sem pol zjutraj korošca. Tako da ga res lahko na več načinov DDR uporabljate. Vse to, kar sem vam povedala, recimo kot zanimivost vam povem, Lifelong Vitality, probiotik PBSC za najstnike in odrasle, encimiterazan, zdaj moram pa pogledati, D-Blue-Rub, pa potem 5 ml stekleničke Balance in sivke, jaz imam tle 15, ampak to veste, on-guard in limona in pa frankincense dobite v Daily Habits Kits. Tako da to je zelo premišljen paket, če želite res zdravo odzivnost imunskega sistema in dolgoročno pač uvesti v svoje življenje, poleg ostalih, ki smo jih omenjali, spremembe, zato da pač ali si pomagate pri večjih težavah, ali da vzdržujete zdravo odzivnost in dobro počutje in zdravje na dolgi rok, tudi če ste okej. Tako da telo eno samo nosi nas čez celo življenje, tako da se mi zdi, da si res zasluži eno tako spoštovanje. In tlele, kdor želi, mi naj piše, pa mu pošljem seveda tale povzetek. Predvsem pa mogoče še par idej, ko me sprašujete, kaj je za otroke. Za otroke smo že povedali, probiotiki so prilagojeni tako, vitamini z minerali in alfa-CRS v enem je A to Z, žvečljivi bombončki. Tole noter je za vlago vam reči, so taki smajli, ki se prežvečijo, če so manjši, kot sem jih zdrobila na žlički in dodala malo vode. Omega so v tekoči obliki in se jih hrani v hladilniku, žličko na dan, tako da to dajem zjutraj. Jaz ponavadi začnem tako, najprej omega, potem tale, na koncu tale. Dobila sem super vprašanje tudi od ene od mojih sočlanic, kako jemati in enako velja za odrasle probiotike. Če imate vi en namen pač podpirati zdravo odzivnost imunskega sistema tudi s probiotiki, pač jemljite po navodilih, pač ali, ne vem, 10 dni na mesec, pa potem ne. Eni so bolj zato, da jemljajo celo kuro 30 dni, pa potem 2 meseca ne. Če pa imate daljše težave zaradi nezdrave odzivnosti imunskega sistema, prebavil na koži, pa najdete svojo mero. Jaz jih poznam kar nekaj, ki so pač po težjih stanjih, lahko tudi 2 leti jemali s občasnimi prekinitvami in so pač prišli na tisto, kar pač želijo, ampak spet 2 leti. A ni zanimivo? Tisto, kar smo že zjutraj oziroma prej povedali. In enako velja tudi pri otročkih. Tako da pomislite, tudi če ste imeli daljše zdravljenje, pač kar vedno je pri doTERRA in tudi jaz pač verjamem, da to mora iti z roko v roki z uradno medicino, ampak pač, da si lahko res ogromno za nekim takim ozaveščanjem, za
poučno skrbjo zase in z eno tako proaktivno, ne samo reakcija tole, pa ne bom, ko so mi rekli, ampak res proaktivno noto, pač lahko res ogromno naredimo za svoje zdravje, poleg tistega, kar nam uradna medicina mora predpisati, če je kakšno težje stanje. Jaz včasih, če sta moji dve slabo, punčki dodam na mest pač OnGuarda samo da mažem, 2 granulci za popit, ene 3-krat na dan, ali pa vsaj zjutraj in zvečer. Za odrasle pa je, ko te kaj začne loviti, ali se slabše počutiš, res fantastična in za najstnike OnGuard plus, not so še črni poper in melisa, tako da to ni isto kot eterično olje OnGuard in to jaz vzamem, ko se ne počutim dobro. To se pravi, to deluje na ravni celice, ne, da kaj je razlika. To pa prav za zdravo odzivnost imunskega sistema, da res dobimo večji učinek, kar je interno. Pol spraševali ste me tudi, če za Serenity oziroma na splošno za čustva, kaj močnejšega ponudi čustvom, kot sta samosivka in balance. Za interno Serenity, to so rastlinski izvlečki in samo z eteričnim oljem sivke, nobenim drugim, torej to ni isto kot mešanica, krasno deluje tudi za umirjanje prebavnih težav, neverjetno, sploh če je pekoč občutek, to je v bistvu nekaj, kar ni primarno namen tega, ampak tudi velikokrat moramo vedeti, da pekoč občutek nastane recimo po daljšem obdobju stresa, lahko največkrat različno ga dojemamo, eni bolj, eni manj, včasih tudi mislimo, da smo ga shendlali, pa pride z zamikom pokazatelj na telesu, da temu ni tako, tako da v bistvu res podzavest je kar triki zadeva. Skratka to, pa potem nova linija Adaptiv je zagotovo nekaj, kar res priporočam, če ste tisti, ki res čutite, da rabite malo več umirjenosti in da težje prenašate vse izzive življenja ali pa stres. Pol imamo pa tako, zdrav obrok pač pomeni tudi veliko zelenjave, včasih vemo, da nam zaradi tempa uide zdrav obrok sveže zelenjave. Takrat priporočam Terra Greens, pač to je prašek, ki ga doziraš za tako zajemalko, zmešaš z vodo, jaz največkrat z banano, ali pa ko mi niste hoteli jesti zelenjave. Mi smo imeli kar naenkrat je bilo moderno, da ta velika pa ne bo zeleno, pa še ta mala in pa še ena drugo in na koncu smo načetali. Zdaj mi končno spet jeste vse nazaj, tako da smo ful veseli, pač itak smo se pogovarjali, pa vse, ampak sta imeli pač neko obdobje, ampak smo se pa takrat zmenili, če pa že tega ne, bomo pa smuti zeleni pili in smo pač takrat si res delali z banano in ste razumeli in smo to spili in je bilo fajn. In tudi dobro ima to, no. Tako da jaz upam, da sem vam v teh 35 minutah uspela odgovoriti na večino vprašanj. Če imate še kakšno, mi pišite. Če želite tole v elektronski obliki, mi pišite, z veseljem pošljem. Tako da lep dan vam želim, pa se slišimo. Da ne pozabim, enemu izmed vas, ki boste tole v 24 urah še pogledali, pa pripada nekdanji Prid, zdajni tako da seveda srečneža najavim po mailu. To je toliko za sedaj. Ne pozabite, da je čez Diamond kluba, seveda v tem mesecu 200 pa v promocija, kar pomeni, da dobite Zen Jest, nimam jih tukaj zdaj, kapsule in Zen Jest 15 ml olje, če si izberete za 200 točk, kar je najpogosteje Home Essentials Kit, to je tole, osnovna 10 olj in z difuzorjem. Ali pa mali tale paket, ki ima ista olja, samo da so 5 ml, tisto vam bo dalo sicer samo brezplačno olje cedre, ki je super za dihala, kožo in za umirjanje. Je pa novi učlanitveni paket, ki vam bo dal ta mesec zaradi Diamond Klub narave, ki jo vodim, te dogodke, ki jih vodim, vam pa da tudi Kids Collection brezplačno cedra. Skratka, ob 100 točk učlanitve cedra, ob 200 pa Zen Jest kapsule in olje in cedra, da ne pozabim na najbolj pomembno. Se slišimo, čau!